Lepi prijazd dan želim iz Dunajske prestolnice, natančneje nahajam se pred Dunajsko mestno hišo, kjer vidite v kadru znamenito označbo, da se je na Dunaju začel božični sejem, ki obišče številno prebivalstvo v Avstriji in seveda številni turisti. No pa si poglejmo ta sejem nekoliko od bliže. Tukaj vidite zanimivo stojnico z zanimivimi božičnimi darili in seveda v tem delu številne obiskovalce, ki kot rečeno prihajajo iz Avstrije in vsega sveta. No, tukaj vidite na desni strani tudi številne stojnice, te preko 85 in na njih boste našli tako darila za božično in novoletno obdaritev, kot v bistvu tudi nekaj za splakovanje grla. Tukaj na levi strani pa vidite znamenito napravo, znameniti dunajski vrteljak, starinski vrteljak, ki ga z veseljem uporabljajo mladi in stari. No in pojdimo še nekoliko naprej. No, to je ena od stojnic, ki je zelo obiskana, seveda na njej prodajajo različna zanimiva splakovalna darila za grlo in sicer med njimi tudi kuhano vino, za katerega boste odšteli 5,50 evra. Toliko, da veste, za takšen kozarec ali mešalca boste namenili 5 evrov in seveda dobili denar nazaj, če si želite kavcijo povrniti. Pa pojdimo naprej. No, na tej stojnici prav tako prodajajo kuhano vino in seveda znamenite avstrijske klobase z kruhom. Aha, cene so 5,60 evrov. Ok, zdaj vemo in gremo naprej. Kot že rečeno, sem na Dunaju pred mestno hišo, ni edinih, je kar nekaj. Pred mestno hišo je eno od največjih, boste lahko našli marsikaj zase. In zanimivo je, da se vsako leto tukaj pojavi ponudnik teh zanimivih novoletnih obiskov. Res so zanimivi, enkratni in tudi, kot pravijo prodajalci, prodajajo kar veliko število. No, tole vidite različne rešitve. No, pogledajte tole. Seveda jih eni snemajo, drugi kupujejo. In če vam povem, koliko stanejo, stanejo tamle od 15 evrov naprej, tako da veste. Kot piše tukaj, pa jih lahko počete tudi z karticami. No, pa pojdimo naprej. Na tem prizorišču, rečeno božično, namenjeno sejmu, boste deležni vseh potrebnih informacij, pa tudi za stranišče je poskrbljeno z vsemi korektnimi označbami. Tamle vidite ravnost in ta stranišča se nahajajo tam. Cena za upravo stranišča je 50 centov, tako da veste, da tudi za to imajo vse urejeno in zanimivo, da so stranišča zelo čista. Tudi to je zelo pomembno kljub številnim obiskovalcem. Poglejte, gospoda, ki ravno čisti, tako da to drži. Na tem sejmu je seveda kot vedno poskrbljeno tudi za sladkosnedje in kdo drug kot avstrijski maner skrbi za to.
no pa tudi domači proizvajalci oziroma predelovalci različnih dobrot, kot so testena srca in tako dalje. Medenjaki so tukaj na voljo. Zanimivo je, da so vsako leto na voljo tudi tukaj madžarski, mislim, da bo pravilno izgovoril, langoši. In seveda z kuhanim vinom je to kar zanimiv dodatek ob obiskovanju sejma. No, in še eno stvar želim pokazati, da je za strelce urejeno, tudi tam imajo vse poskrbljeno v primeru, če bi prišlo komu ali pa s kom kaj narobe, da poskrbijo zdravstvene ekipe zanj. No, tudi tole je ena od stojnic, kjer ponujajo ugodje za grlo. No, tule je celo razstavni prostor Dunajski Rdeči križ, ki v bistvu ponuja marsikakšno rešitev za to, da bi ljudje lahko nekaj prispevali za Rdeči križ. In seveda tukaj vidite še eno stvar, ki je zelo zanimiva. Lani tega niso imeli, letos pa so že postavili zanimive jaslice, ki so postavljene tukaj v središču trga. Številni otroci se veselijo tega zanimivega pristopa oziroma predstavitve. Pa pojdimo naprej. Dunajski božični sejem pred mesto hišo, kot rečeno, sodi med najbolj obiskane, tudi ne nazadnje največje in najbolj raznovrstne. Obstaja pa še oni znameniti v Schönbrunnu, pa v področju Belvedera in seveda tudi na Trgu svetega Štefana imajo zanimiv sejem. No, in Hof, to je eno starejši prizorišč za sejme, imajo preko 15. No in tukaj je pomembno to, da ljudje prihajajo sem, se družijo in seveda tudi odpirajo svoje denarnice, da kupujejo različne izdelke, predvsem domače, namreč zelo redko vidite na avstrijskih sejmih, da bi prodajali kitajske izdelke. Jih vendar v manjših količinah. No, pa pojdimo naprej. No in sedaj še zaključek. Ob pogledu tega sejma smo prišli do enega podatka, in sicer, da tukaj ni videti ponudnikov iz Slovenije. So Slovenci, ki tukaj nekaj prodajajo, vendar žal, da bi Slovenija s svojimi ponudniki prišla na te sejme, ki so res v velikem številu obiskovalcev. Priložnost, žal Slovenci tukaj ne vidimo svoje priložnosti. Zakaj ne? To je treba vprašati tiste, ki te priložnosti ne znajo izrabiti. Mi smo vam predstavili na kratko sejem, kot smo ga videli mi, in pa seveda lahko pridete na Dunaj in vam lahko mirno rečemo, da ne potrebujete upoštevati pravilo, da morate pustiti prevoz zunaj. Cene so tukaj približno enake kot naši. Preverili boste, ko bodo v Ljubljani odprli tako zvani stoletni sejem z ne prav izvirnimi darili, predvsem pa z ne prav ustreznim kuhanim vinom. Tukaj so za vino, predvsem za kuhano vino, pogoji zelo ostri in se tisti, ki ga prodajajo, ne upajo igrati. No, prepustimo to oceni vseh vas, ki boste seveda
iz svojih denarnic potegnili denar in plačali to, kar vas zanima. Lepo se imejte in lep dan vam želimo iz avstrijske prestolnice, iz predmesta hiše, ki jo vidite tukaj v tem kadru. Vsi ne.